Pozdravljeni, jaz sem Urška Bračko, danes pa je z mano Klemen Pisk. Klemen Pisk je književnik, glasbenik in prevajalec. Rodil se je leta 1973 v Kranju, od leta 2000 je samostojni kulturni ustvarjalec. Prevaja iz poljščine, finščine, litovščine, češčine, angleščine, ruščine in hrvaščine. V več kot 20 letih, odkar se posveča prevajanju, je izšlo več kot 30 del, ki jih je prevedel v slovenščino. Med drugim so pri založbi Sodobnost International izšla tako dela namenjena najmlajšim, na primer Trapaste zgodbe, Dežela lenuhov, Vrtnar Florjan, Zeleni popotnik, obsežen roman Gospodična Nihče, ki je namenjen mladim odraslim, pa roman Dihanje v marmor in antologija kratkih zgodb Zgodbe iz Litve. Letos pa je šel njegov prevod romana Jakoba Maleckega Rja, ki je bil že deležen odličnih odzivov. Pozdravljeni, Klemen. Lep pozdrav. Z družino živite na Češkem. Kakšne so razmere pri vas te dni, kako se spopadate z izzivi epidemije in ukrepov za njeno omejevanje? Ja, mislim, da je kar precej podobno kot v Sloveniji, podobno število okuženih, mogoče nekaj manj mrtvih, glede na število prebivalcev. Naša družina je dokaj izolirana, jaz delam od doma, partnerka je na porodniški, tako da imamo minimalno stikov, tako da na srečo še nismo zboleli. Drugače pa 4 leta stara hčerka hodi v vrtec, upajmo, tam so pa tudi razmere kolikor toliko ugodne zaenkrat. Dobro, pa začniva. Kako se lotite prevajanja določene knjige v slovenščino? Jo najprej v celoti preberete, da dobite neki občutek za vsebino in za avtorja? Ja, največkrat to storim, ampak sploh za tiste knjige, ki jih sam predlagam založbi. Drugače pa imam različne izkušnje. Včasih prevajam tudi kar že ob prvem branju, ker to prevajanje tako ali tako ni neko dovolj kakovostno, da ne bi mogel pozneje še veliko stvari spremeniti. Tako da največkrat preberem, ampak včasih se zgodi tudi, da zaradi časovne stiske kar začnem prevajati in potem še naredim veliko različnih verzij. Ali pa včasih berem in si že izpisujem kakšne težje besede, jih preverjam, pa potem se lotim prevajanja. Torej, zelo različno. Ja, prevajate kar iz 6 jezikov. Vam je to kdaj povzročalo kakšne težave, na primer zamenjevanje besed? Kako preskočite iz enega jezika v drugega? Ja, jaz ločujem literarno prevajanje in pa tudi nimam nekih ambicij, da bi iz teh jezikov prevajal literaturo, se je dovolj drugih prevajalcev, prevodov iz litovščine, poljščine in pa finščine pa kar precej še manjka, tako da se bom bolj osredotočil na te jezike, pa seveda tudi na češčino, na Češkem živim že 7 let, tako da počasi začenjam prevajati tudi iz češčine, ampak je seveda veliko jezikov, ki se da izziv, gotovo so kakšne težave včasih, ampak jaz bi rekel, da prej mi to obvladovanje več različnih jezikov pomaga, saj včasih lahko imam na voljo neke slovarje, ki jih sicer ne bi imel, če ne bi poznal toliko jezikov. Lažni prijatelji se včasih seveda zgodijo, ampak to ni glavna težava, ki bi me pestila. Bolj je, mislim, kar se teh jezikov tiče, bi bolj rekel, da je ta preskok, da so si večinoma to jeziki, ki so med sabo dovolj oddaljeni, da niso preveč podobni, da bi imel zaradi tega težave. To je res, ja. Ali je prevajanje iz katerega od omenjenih jezikov lažje od drugega? Vam je morda kateri bližje? In iz katerega jezika najraje prevajate in kateri avtorji so vam najljubši? Ja,
Sigurno je, če bi se odločil, kateri jezik je zame najlažji, bi že moral reči, da je to poljščina, saj jo najdlje časa govorim. In sigurno, če bi moral razvrstiti vse te jezike, bi jih nekako tako razvrstil, kot sem si jih začel učiti. In seveda kilometrina je tudi pomembna. Po drugi strani sem pa najdlje časa živel, razen seveda na Češkem, ampak najbolj tako, da sem imel največ stika z ljudmi, je bilo to seveda v Litvi in to je bilo tudi pomembno zame, da sem se bolj naučil tega jezika. Tako da težko bi se odločil, kateri je moj najljubši jezik. Jaz bi rekel, najljubši je tisti, iz katerega prevajam kak zanimiv tekst. Zdaj v tem trenutku prevajam iz češčine roman Konec Panka v Helsinkih, ki ga je napisal Jaroslav Rudiš, in mogoče je to zdaj trenutno moj najljubši izziv. Ko pa bo kakšna druga knjiga zanimiva na voljo, pa bo verjetno tudi to poseben izziv. Kako se pa prevajanje krajših besedil, kot so slikanice, razlikuje od prevajanja daljših, recimo romanov? A je ta razlika opazna že pri prevodu slikanic Kęstutisa Kasparavičiusa in njegovih kratkih ali trapastih zgodb? Ja, pri slikanicah je seveda so pomembne slike. To sem se že iz izkušenj naučil, da je vedno treba vse slike natančno preveriti, ker včasih se lahko v teh slikah skriva kakšna past in to je sigurno treba vse te stvari preveriti. In enkrat sva že z urednico Katjo Klopčič našla kakšne neskladnosti, ki vem, da je bilo enkrat, da je bila to posledica moje napake, enkrat pa je bilo treba avtorja opozoriti, da je spremenil barvo, oziroma se je izkazalo, da barva v slikanici se ni videla v PDF-ju enako, kot se je potem v tisku. Tako da je pa res, besedila za otroke so poseben izziv in je vsekako razlika med romanom in tekstom za otroke. In v otroških besedilih so večkrat, sploh v slikanicah, kakšne besedne igre, potem je tukaj veliko imen, ki jih je treba prevesti, ki jih v romanu ne bi človek prevajal, včasih tudi, seveda, ampak so določene pasti, na katere moraš biti pozoren, in zato te slikanice in druge knjige za otroke, to ni nič lažji izziv, kot bi kdo pričakoval, kot pa literatura za odrasle. Ja. Za založbo Sodobnost International ste prevedli kar 8 del Kęstutisa Kasparavičiusa. Ste se pri prevajanju njegovih novejših del že nekako vedeli, recimo, kaj pričakovati? Ste se pobliže spoznali njegov slog in je bilo prevajanje zato morda lažje? Ja, Kęstutis Kasparavičius je vsekakor eden mojih najljubših avtorjev, ker zelo nekatere njegove knjige so zelo primerne tudi za odrasle, ne samo za otroke, sploh te kratke in trapaste zgodbe so zelo duhovite in vsake njegove nove knjige se še posebej veselim. Vem, kot sem že rekel, vem, da je velik izziv pri prevajanju imen in tam največ časa porabim, da si izmislim dovolj dobra imena, ki jih pač moram prevesti v slovenščino, saj vsako večinoma imajo nek pomen in včasih moram reči, da so uredniki pri Sodobnosti in urednice kar zadovoljni z mojo izbiro in le včasih se potem glede kakšnega imena mogoče še posvetujemo. Ja, letos je izšel njegov Drhteči vitez in naši bralci ga imajo izredno radi. Je pri prevajanju, ki je morala zaigrati vaša prevajalska svoboda, ali je bilo bolj zahtevno iskanje pravih poimenovanj različnih vrst ras, ki se pojavijo v knjigi?
Ja, tam je zelo veliko različnih vrst rac in vse te race, ki jih je Kestutis Kasparavičius uporabil, so prisotne v naravi in do imen sem se včasih dokopal prek latinskega poimenovanja in moram reči, da sem prišel do slovenskega imena in tukaj jaz nisem kaj dosti izmišljal, samo pri eni raci mislim, da zdaj sem pozabil točno pri kateri, pri eni raci sem mogel ime nekoliko prilagoditi, da sem lahko ohranil spol race, ker se je razlikoval to poimenovanje. Drugače pa pri teh poimenovanjih rac sem imel kar srečo, da so se vse tiste lastnosti, ki jih ime zajema, recimo raca žličarica, s temi lastnostmi se Kestutis Kasparavičius potem poigrava v besedilu in vse to sem imel srečo, da se je nekako ujemal tudi v prevodu in sprva sem se tega bal, da se kaj ne bo pokrival, ampak bi že našel kakšno drugo rešitev. Včasih ima prevajalec tudi srečo, da se kaj lepo izteče, recimo za neko drugo založbo sem prevajal besedilo, ki je vsebovalo palindrom iz litovščine, recimo beseda zrak, oras, v genitivu je oro in se prebere nazaj in naprej enako in imel sem srečo, da sem našel besedo kisik in sem potem malo to predrugačil in kisik se tudi naprej in nazaj prebere enako in tukaj sem imel kar dosti sreče. In včasih je tudi sreča pri prevajalcu pomembna. To mora biti malo, ja. Kestutis Kasparavičius je za svoja dela prejel številne nagrade in v Litvi je zelo priljubljen, poleg tega so njegova dela prevedena v mnoge jezike. Ste za tega pisatelja in izvrstnega ilustratorja spoznali tudi osebno, spremljate njegovo ustvarjalno pot? Žal ga še nisem osebno spoznal, sva pa v stiku prek e-maila in Facebooka, tako da sva si že večkrat dopisovala, kaj posvetovala glede kakšne prevajalske rešitve. Jaz, ker živim na Češkem, se žal nisem mogel udeležiti njegovega gostovanja v Sloveniji, mislim, da je 2-krat že gostoval v Sloveniji, tako da upam, da se bova prej ali slej srečala, to je pisatelj, katerega največje število knjig sem prevedel in bi se res že spodobilo, da se udeležim kakšne predstavitve ali pa ga ob kakšni drugi priložnosti srečam. Bi bilo lepo, ja. Jaz se vam zahvaljujem za ta pogovor in se poslavljam tudi od gledalcev. Adijo. Hvala. Adijo.